Dan. Danes predstavljamo knjigo Zapuščina miru in resnice s podnaslovom Študije o življenju in delu Mahatme Gandija, ki je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani lansko leto, se pravi leta 2022. Povod za to knjigo je bila nedavna 150. obletnica Gandijevega rojstva, torej tega velikega indijskega misleca in duhovnega vodje. In ob tej priložnosti je bil v Ljubljani leta 2020 v Cankarjevem domu organiziran mednarodni simpozij. Dvojezično izdajo prispevkov z tega simpozija je najprej idejno zasnovala in potem tudi uredila Nina Petek, docentka na oddelku za filozofijo, kjer predava predmete z področja azijskih, filozofskih in religioznih tradicij. Knjiga, ki jo danes predstavljamo, prinaša znanstvene prispevke 2 tujih avtorjev in 4 slovenskih avtorjev. Poleg tega je pa v osrednjem delu te knjige so tudi ponatisnjeni odlomki iz znamenite Gandijeve avtobiografije. Povejmo še, da je knjigo finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in pa z donacijo tudi Veleposlaništvo Republike Indije v Sloveniji. Toliko za uvod, zdaj pa sva z Nino se dogovorila, da bi se tekom pogovora, da ne bi predstavljala zdaj posameznih poglavij v tej knjigi, ampak da bi se dotaknila nekaterih ključnih tem, ki so povezane z življenjem, delom in seveda z zapuščino Mahatme Gandija. Gandijevo osebnost oziroma rdečo nit njegovega duhovnega razvoja mogoče najlepše pojasni podnaslov njegove avtobiografije, podnaslov, ki se glasi Zgodba mojih eksperimentov z resnico. Gandhi tako na začetku svoje avtobiografije pove, da časti Boga kot resnico in potem skozi knjigo opisuje svoj razvoj, svoje eksperimente, ki trajajo skozi njegovo celotno življenje, torej eksperimenti na področju duhovnosti, na področju askeze in morale, iz katerih je potem Gandhi črpal moč tudi za svoje politično in družbeno delovanje, se pravi za tisto, po čemer je danes mogoče najbolj znan. In tudi v tej knjigi Zapuščina miru in resnice praktično vsi prispevki govorijo o različnih vidikih tega Gandijevega eksperimentiranja z resnico. Pa me zdaj zanima uvodno vprašanje, torej kaj je tista idejna, miselna in filozofska osnova, ki druži ta zelo raznolika Gandijeva prizadevanja tako na področju duhovnosti, kot tudi širše, se pravi na področju njegovega vplivnega družbeno-političnega delovanja. Tako Gandhi, kot se je poskušal ne definirati sam, nekako često je opozarjal na to, da on ni filozof, da ne pripada nobeni religijski usmeritvi, nekako izhaja iz naukov oziroma nekih idejnih osnov, ki jih je črpal iz svoje lastne filozofsko-religijske tradicije. Poleg tega se je navdihoval tudi pri idejah nekaterih drugih zahodnih mislecev. Skratka, osnoval je nek, napačno bom sedaj rekla, sistem, ampak če že uporabim ta izraz, gre za sistem, ki je izjemno prožen, ki nekako se stoji iz najrazličnejših segmentov filozofskih tokov, ki so nastali znotraj Indije, kar pa je pri tem izjemno pomembno je, kar je tudi poudarjal sam, da je treba vse te ideje, ki seveda govorijo o miru, o vrhovnem spoznanju, o prizadevanju za dobro, prenesti v prakso, torej jih preizkusiti v praksi. Zdaj bi morda omenila, o čemer tudi sama razpravljam v svojem prispevku, ki se dotika najrazličnejših filozofskih segmentov Gandijeve misli in seveda tudi delovanja, bi torej izpostavila nekatere tokove, ki so vplivali na oblikovanje njegove idejne osnove, s katerimi je tudi potem poskušal spremeniti najprej prek svoje lastne intimne bitke, pa potem prek nekih konkretnih družbenih akcij, ne tudi seveda takratno družbeno dejanskost Indije. V prvi vrsti bi mogoče izpostavila filozofsko-religijsko tradicijo džainizem. Gandhi se je pravzaprav najbolj navdihoval pri njih,
In sicer najprej gre za nauk o mnogovrstnosti bivajočega, Anekantavada, so to v Sanskrtu poimenovali džainisti. Gre za to, da je realnost izjemno kompleksna in ima neskončno mnogo obrazov, zavoljo tega pa se je o njej nemogoče dokončno izreči. Torej, resnica ni zgolj ena, ampak resnic je neskončno mnogo, samo ima svet neskončno mnogo obrazov, mi pa lahko spoznamo zgolj en droben segment te večplastnosti. Pri tem se je recimo naslanjal tudi na znamenito parabolo o slonu, ki pa izhaja iz tradicije budizma, pri kateri se je tudi navdihoval. Torej, ljudje v svetu smo kot slepci, ki se nekako dotikamo različnih delov slona in na osnovi tega dela potem oblikujemo prepričanje oziroma vztrajamo pri nekem stališču, kakšen naj bi ta slon bil. In tako ponavadi postopamo v svetu, rigidno se držimo nekako zgolj enega segmenta realnosti oziroma enega prepričanja v realnosti, za katerega mislimo, da je edini pravi. In recimo to je ideja, na osnovi katere je potem oblikoval tudi številne druge svoje nauke. Torej, resnica ni neka utrpla dejanskost, torej ni nekaj, kar je mogoče ujeti v neko propozicionalno tezo in to zagovarjati z nekimi izpiljenimi argumenti, ampak je nekaj, kar je bistveno dinamično, se nekako spreminja v različnih kontekstih. Tako recimo tudi razumel hinduizem oziroma pravzaprav religijo sploh, torej kot totaliteto nekih najrazličnejših izrazov, pri katerih pa nobeden ni vrhovni. Torej ne moremo definirati religije zgolj recimo v obzorih hinduizma, islama, krščanstva, ampak je religija nekaj, kar je totaliteta najrazličnejših religijskih izrazov in seveda tudi samih idej. Potem velja še seveda omeniti knjigo, filozofsko-religijsko pesnitev Bhagavad Gito, ki je postala njegova življenjska sopotnica oziroma je iz nje nekako tudi črpal nauk, kako postopati v svetu, torej kako delovati, in sicer gre za nauk o tako imenovani karma jogi. Torej karma je vsakršno delovanje v svetu, ampak karma joga pravzaprav pomeni način pravilnega delovanja, ki je bil v Bhagavad Giti predstavljen kot upoštevanje svojih dolžnosti. Torej, tukaj je bila izpostavljena ena taka brezpogojnost, torej upoštevanje svojih dolžnosti za doseganje dobrobiti sveta. To je bilo v Bhagavad Giti poimenovano Lokasangraha, torej harmonija sveta, za katerega smo seveda odgovorni s svojim lastnim delovanjem. In nekako to je en ta segment, ki ga je izpeljal iz Bhagavad Gite in ki je nekako služil kot podpora vsemu njegovemu delovanju. Zdaj si govorila o Bhagavad Giti, ki jo Gandhi imenuje tudi duhovna mati, in iz nje, kot rečeno, izpelje to svoje načelo nenasilja, ahimse. Na prvi pogled se to mogoče zdi nekoliko kontradiktorno, saj Bhagavad Gita po eni strani zagovarja neko družbeno razslojenost in s tem dolžnosti, ki jih mora upravljati vsak družbeni razred, pri čemer recimo drugi izmed 4 družbenih razredov, vojaki, kšatrije, nekako njihovo delovanje je neobhodno povezano z vojskovanjem in s tem posledično tudi z ustvarjanjem nasilja. Recimo veliki hrvaški indolog in pozneje budistični menih Čedomir Veljačič je v mladosti bral Bhagavad Gito in jo videl kot direktno propagiranje nasilja, zaradi česar se je potem sam obrnil stran in šel v budizem. Pa me zdaj zanima, kaj je tisto v Bhagavad Giti, v tem temeljnem tekstu indijske književnosti in filozofije, zaradi česar je Gandhi to celotno delo nekako prepoznal kot apologijo, kot zagovor nenasilja. Tako je, ta zgodovina interpretacij Bhagavad Gite je seveda izjemno burna in nekako splošneje bi lahko govorili o 2 polih. Torej, nekateri interpreti so zagovarjali, da je seveda to grozljivo delo, ki podpira nasilje, torej uporabo fizične sile, na drugi strani pa Gandhi in seveda tudi številni, ki so mu sledili, da je pravzaprav Bhagavad Gito treba brati kot nekakšno duhovno alegorijo. Torej, polje Kurukšetra je pravzaprav neko polje znotraj nas, je bojno polje med dobrimi in slabimi čustvi, dobrimi in slabimi stremljenji. In predvsem takrat, ko se je Gandhi prvič srečal z Bhagavad Gito, to je bilo
v teozofskih krogih leta 1888 je nekako takrat dojel, da je Bhagavad Gita pravzaprav, kot si izpostavil, zagovor nenasilja, torej delovanje v skladu s svojo dolžnostjo je pravzaprav tisto, kar vodi k eliminaciji nasilja in nekako vzpostavitvi nekega nenasilnega delovanja. Seveda pa se tu pojavi temeljno vprašanje oziroma to, kar je borilo tudi številne duhove, ki so se ukvarjali z Bhagavad Gito, namreč kako, če je ta brezpogojnost, ki se seveda dotika dolžnosti, ki pritiče posameznemu družbenemu razredu, tako jasno zapovedana, torej kako se naj kšatrija, to je goščak, čigar dolžnost je, da se bojuje, torej da uporablja fizično silo, kako naj pravzaprav upošteva ta ideal nenasilja. Torej, kot sem dejala, Gandhi je to seveda bral kot neko notranjo bitko, to je razumel kot tudi neko intimno bitko, pri čemer pa velja izpostaviti tudi, da je pravzaprav preinterpretiral razumevanje 4 družbenih razredov. Kot prvo, 4 družbenih razredov ni razumel hierarhično, torej da so recimo dolžnosti brahmanov več vrednejše kot recimo dolžnosti služabnikov, ampak jih je predvsem razumel kot nekaj, kar razumemo, da moramo odpraviti kot tisto, kar vodi k najvišjemu možnemu dobremu. Pri tem pa velja izpostaviti seveda tudi eno izjemno pomembno dejstvo, da pri čemer tudi nekako jaz ves čas vztrajam, da Bhagavad Gite ni mogoče brati kot pesnitve izolirane od same Mahabharate, torej Bhagavad Gita je del Mahabharate in tega se je dobro zavedal tudi Gandhi, ko je poskušal rešiti ta problem, torej to nekompatibilnost nasilja in nenasilja, torej na eni strani zapovedi k bojovanju, na drugi strani poziva k nenasilnemu delovanju. In sicer treba jo je brati v širšem kontekstu Mahabharate, ki pravzaprav razrahlja te brezpogojne dolžnosti, ki naj bi jih pač upošteval posamezni družbeni razred. In tukaj se recimo Gandhi zgledoval po Judišthiri. Torej Judišthira je bil junak za Gandhija, pravzaprav Satyagrahi bi lahko dejali, ki je bil kšatrija in se je nekako ves čas do svoje smrti upiral svoji identiteti. Torej zanje je bilo vsakršno nasilno delovanje greh. Torej v nobenem primeru pravi ni upravičeno in na osnovi tega modela Judišthire je pravzaprav Gandhi oblikoval tudi svojo vizijo nenasilnega delovanja. Torej vselej imamo možnost, da se odločimo, da delujemo nenasilno. Torej tudi kšatrija pravzaprav lahko se odloči, da ne bo uporabil orožja in tudi Gandhi sam je dejal, da Judišthira je tisti resnični pravi, tako imenovani duhovni vojščak. In pravi sam Gandhi nenasilje, kot je izpostavil tudi Judišthira v Mahabharati, tukaj ga tudi citira, nenasilje je zakon naše vrste. Pri čemer pa je seveda treba tudi malce razbliniti to sliko o možnosti popolnoma oziroma vselej brezpogojno nenasilnega bivanja v svetu. Kot sem že omenila, Gandhi se je navdihoval pri tradiciji džainizma, ki je zagovarjala skrajni ideal nenasilja, vendar je tudi oporekal v številnih pogledih. Gandhi je dejal, da se pravzaprav nekemu nenamernemu nasilju kot živa bitja preprosto ne moremo izogniti. Torej, že nekako samim golim obstojem ves čas proizvajamo neko nehoteno nasilje, ko nekako potekajo v našem telesu najrazličnejši procesi, se razkrajajo mikrobi. Skratka, kot džainisti so vse to pojmovali kot živo in to je seveda tudi bil en vidik tega nasilnega delovanja, kot so to opredeljevali džainisti. Gandhi pa je nekako prepoznal ta paradoks naše eksistence in je dejal, nekako nasilju se kot človeška bitja ne moremo izogniti, vsaj ne namernemu, ampak si moramo prizadevati k temu, da se čim bolj izogibamo namernemu nasilju. Pri tem pa velja izpostaviti, da Gandhi kljub temu ni brezpogojno vselej v vseh okoliščinah podpiral absolutno nenasilnega delovanja. Recimo, če navedem zgolj en primer, ki se je zgodil leta 1948, in sicer takrat je recimo Gandhi tudi podpiral oborožen izgon pakistanske vojske iz Kašmirja. Recimo, to je en tak primer. Pri tem je šlo seveda vselej za vprašanje, kdo je nasprotnik. Torej, koliko je pravzaprav nasprotnik pripravljen prisluhniti našemu nenasilnemu postopanju. Seveda, to je v številnih primerih, če imamo na eni strani nekega blazneža, nekega tirana, to je seveda potem popolnoma nemogoče. Tako da seveda je v tem
v tej svoji ideji nenasilja vključil oziroma je bil pozoren tudi na izjeme oziroma je dopuščal tudi izjeme. Čeprav pa torej v nekem vsakodnevnem delovanju, v nekem vsakodnevnem prizadevanju pa je dejal, da je to vsekakor mogoče. Ampak kaj je še izpostavil, da pravzaprav nenasilno delovanje zahteva ogromno mero truda. To je pojmenoval sicer kot nekaj pasivnega, torej kot pasivno silo, torej odsotnost uporabe neke fizične sile, je torej pasivnost v smislu, da se poslužujemo nenasilja, ampak hkrati je ta pasivnost v tem nenasilnem delovanju vrhovna aktivnost. To je nekaj, kar pravzaprav privede do najbolj vrlih rezultatov in tisto, kar nekako nasploh osmišlja bivanje samo. To pravi, pasivna sila je pravzaprav najbolj aktivna moč, ki ne razdružuje, ampak je pravzaprav moč kohezije, ki povezuje. Ta pasivna sila, o kateri se zdaj govorila, ki ima to tiho moč povezovanja, ki stoji nasproti, rečemo temu aktivni sili, ki temelji na moči in ne nasilju. Ta pasivna sila je seveda koncept satjagrahe, ki si jo tudi že omenjala. Po slovensko bi to lahko prevedli kot zavezanost ali pa trdnost ustrajanja v resnici. In to je seveda poleg ahimse verjetno najbolj znanih Gandijevih konceptov, idealov, ki jih je sam seveda udejanjal preko v praktičnem življenju, preko tega pasivnega odpora. Pa me zanima, kako se ta pasivni odpor odraža v konkretni politični in družbeni situaciji oziroma v Gandijevem delovanju v tistem prelomnem obdobju, v času, ko se je Indija po dolgih letih britanskega jarma nekako osvobajala od te kolonialne prevlade in stremela k svoji neodvisnosti. Tako, torej satjagraha je sedaj nekako splošno rečeno, je nekako bi lahko opredelili kot Gandijevo metodo postopanja v različnih segmentih teh družbenih peripetij, ki so se dogajale v času njegovega življenja. Torej nekako bi lahko opredelili kot neko harmonično skupnost, ki izhaja iz ideje, kot to poimenuje v svojem prispevku tudi Andrej Ule, tako imenovane radikalne človečnosti, torej predanost, zavezanost svojemu cilju k nenasilnemu delovanju. Ta aktivnost pa se torej kaže, kot recimo v prispevku razpravlja tudi Janez Krek z Pedagoške fakultete v številnih tako imenovanih akcijah, v številnih protestih, tako da satjagraha se nekako nanaša tudi na ime posamične akcije oziroma posamičnega protesta, ki ga je izvajal Gandhi, pri čemer je mobiliziral množice in jih seveda nekako v duhu satjagrahe napeljeval k nenasilnemu, miroljubnemu in seveda, kar je tudi zelo pomembno, argumentiranemu odporu. Recimo pri tem velja izpostaviti serije najrazličnejših tako imenovanih državljanskih neposlušnosti, torej vsaka satjagraha je bila zasnovana zelo premišljeno, torej proti čemu se upirajo, zakaj se upirajo, kakšni so argumenti, kako bodo to predstavili nasprotniku, kaj od njega zahtevajo, kaj se bo zgodilo, če se to ne uresniči. Skratka, je šlo za izjemno premišljene strategije oziroma segmente teh najrazličnejših uporov, ki so jih potem izvedli pod Gandijevim vodstvom in pri tem je bilo seveda zelo pomembno tudi obvladovanje množic. Torej Gandhi je pritegnil številne množice in je zelo fascinantno, kako jih je nekako uspel, torej Mahatma, veliki duh v slogu te svoje spokojnosti in te držane nasilja pravzaprav tudi usmeriti k temu cilju, k kateremu si je sam prizadeval. Tako da omenila bi, kot sem že dejala, omenjene so v monografiji tudi številne satjagrahe, se lahko preberete kaj o njih, še posebej pa mi je zanimiva ta, ki sem jo izbrala, da jo na kratko predstavim, ker jo nekateri raziskovalci tudi opredeljujejo kot največji nenasilni upor v zgodovini človeštva. To je tako imenovana solna satjagraha, ki jo je Gandhi začel leta 1930. In sicer to je bila satjagraha kot upor proti solnemu aktu. To je tako imenovanemu davku na sol, ki so ga uvedli Britanci, ki poleg tega, s tem so seveda zaslužili ogromno denarja in so
seveda si s tem tudi podrejali indijsko državo, na drugi strani pa indijskim kmetom niso dovoljevali, da bi sami proizvajali sol. In Gandhi se je torej te akcije lotil zelo premišljeno in kar je tukaj še posebej fascinantno je to, da je nekako zbral množico, ki je nekako tvorila protestni shod, ki je bil dolg okoli 320 km. To je nepredstavljivo, torej miroljubna množica, ki si je seveda prizadevala kot glavni cilj ukinitev tega solnega akta. To se nekako na prvi pogled zdi kot en zelo droben segment za prizadevanje pravic recimo kmetov, kar se tiče samega pridobivanja soli, ampak pravzaprav je bil ta veliki, zelo fascinanten Gandhijev upor nek droben, ampak silno pomemben delček nekega širšega upora sami britanski kolonialni oblasti. Tako da nekako v Gandhijevem življenju je pravzaprav sledila serija teh drobnih satjagrahov, katerih se ne moremo reči ravno drobnih, ampak recimo z njegovimi besedami nekako nikoli ni bil čisto zadovoljen s svojimi akcijami, vselej je nekaj opredelil kot zgolj droben korak in vselej nekako pozival k temu napredku, nikoli nekako ni bil zadovoljen. Torej, kakršnakoli zmaga, ki jo je dosegel, pravzaprav ni bila zmaga, zgolj nek nov korak, kot bi sam to poimenoval k nekemu novemu prizadevanju k resnici. In nekako vsaka satjagraha, torej vsaka neka konkretna akcija, vsaka neka konkretna miroljubna vstaja je pravzaprav predstavljala njegovo napredovanje k resnici. Torej s tem nekako lahko razumemo tudi to, kako je razumel resnico na eni strani, seveda kot resnico, kot nek skupek najrazličnejših izrazov, torej tudi božjega, torej nekih filozofskih perspektiv, hkrati seveda tudi pa resnica kot nek način, torej nek korak približevanja k dobremu, ki pa seveda mora biti vselej nekako podprto z idejo o nenasilnem delovanju. Zato nekako tudi sam sklene, oziroma ta znamenita Gandhijeva formula, resnica je Bog, Bog je resnica. V tej znameniti formuli se potem nekako še pridruži ta seveda izjemno pomemben 3. člen, Bog je resnica, resnica je Bog, resnica je Bog, je nenasilje. Torej, vsaka resnica je resnična, torej je pristna zgolj takrat, ko si k njej prizadevamo skozi ta idealne nasilje. Seveda pa tega svojega prizadevanja, kot sem že omenila, nikoli ni razumel kot nekaj, kar lahko doseže končni cilj. Torej cilja pravzaprav ni postavljal v neko prihodnost kot nekaj, kar se lahko nekako dovrši kot tako in lahko nekako konča vsa naša prizadevanja, ampak nekako je poudarjal to vselejšnost, to vedno vnovično svojo najprej intimno bitko, tako imenovano notranjo revolucijo, ki pa seveda osmišlja vsako zunanjo revolucijo, tako imenovano vsakršno prizadevanje. In pri tem je silno zanimivo, kako nekako vsi ti neki konkretni dogodki, ki so nekako pletli njegovo delovanje oziroma so ga spodbujali k delovanju v teh posebnih okoliščinah, v katerih se je znašla Indija, imajo nek značaj univerzalnosti. To je nekaj, kar je tudi večkrat poudaril tudi sam skozi to resnico, skozi to delovanje, kot ga razumem, kot nek niz nekih partikularnosti, posebnosti v določenem zgodovinskem obdobju in nekaj, kar ima neko skupno vez in nekaj, skozi kar se pretaka neka univerzalna unija. In tako je nekako njegov nauk v številnih segmentih seveda aktualen tudi danes. Dobro, Nina, mislim, da lahko s temi lepimi mislimi končava tale pogovor. Ne smeva vsega razkriti, da bo nekaj ostalo še za bralce. Čestitke še enkrat tebi kot urednici in avtorjem te publikacije. Pa za konec mogoče končamo z enim kratkim odlomkom ga boš ti prebrala, kratkim odlomkom iz Gandhijeve avtobiografije, ki govori ravno o teh temah. Tako izbrala sem ravno tega, ki nekako zelo lepo ilustrira to Gandhijevo držo, torej tega poziva k nenehnemu napredovanju, k nenehnemu iskanju popolnosti, ki se pravzaprav nikoli ne moremo približati, ampak je že nekako ta drža, da jo vselej znova iščemo nekaj, kar ima seveda vrednost samo po sebi. Pravi takole. Izkušnje so me vselej znova prepričevale, da ni drugega Boga kakor resnica. In če ne izpričuje sleherna stran teh poglavij, da je edini način za uresničenje resnice ahimsa,
je bil ves trud, ki sem ga imel s pisanjem teh poglavij, zaman. In tudi, če bi se ta moja prizadevanja izkazala za jalova, naj bralci vedo, da je za to kriv nosilec, ne pa to mogočno načelo. Na vse zadnje, naj so bila moja prizadevanja za Ahimso še tako iskrena, so bila še vedno po svoje tudi nepopolna in neprimerna. Drobni bežni uvidi v resnico, ki sem jih bil deležen, potem takem le stežka izrazil misel o nepopisnem sijaju resnice, milijonkrat svetlejšem od sijaja sonca, ki ga vsakodnevno vidimo s svojimi očmi. Pravzaprav je to, kar sem ujel, zgolj najslabotnejši odblesk tega mogočnega žara. Z gotovostjo pa lahko rečem, in tudi moji eksperimenti to dokazujejo, da lahko popoln uvid resnice sledi šele po popolnem uresničenju Ahimse. Poistenje z vsem, kar živi, je nemogoče brez samoočiščenja. Brez samoočiščenja je uresničevanje zakona Ahimse zgolj prazna sanja. Bog se nikdar ne more uresničiti v nekom, ki nima čistega srca. Samoočiščenje potem takem pomeni očiščenje na vseh področjih življenja. In ker je takšno očiščenje sila nalezljivo, očiščenje enega človeka neogibno privede tudi do očiščenja njegovega okolja. Toda pot do samoočiščenja je naporna in strma. Če naj se človek popolnoma očisti, se mora do kraja osvoboditi strasti, tako v mišljenju, kakor govorjenju in dejanju. Se povzdigniti nad nasprotnosti tokova ljubezni in sovraštva, navezanosti in odpora. Vem, da v meni še ni te trojne čistosti, čeprav se nenehno prizadevam zanjo. Zato me posvetna hvala ne gane, pravzaprav me pogosto celo zbode. Premagati pritajene strasti se zdi težje, kakor za orožjem osvojiti snovni svet. Vse odkar sem se vrnil v Indijo, prepoznavam speče strasti, ki so pritajene v meni. Zavest o tem me sicer ponižuje, vendar ne premaguje. Moč so mi dajali izkušnje in eksperimenti in me navdajali z največjo radostjo. Vem pa, da imam pred sabo še težko pot, ki jo je treba prehoditi. Skrčiti se moram na nič. Dokler se človek po svoji volji ne postavi na zadnje mesto med sobitja, ni rešitve zanj. Ahimsa je najoddaljenejša meja ponižnosti.